Pa sem pa slišal ta zvok, pa sem bil 100% prepričan, da je nekdo drona v luft spustil. Veš, jaz ponovadi zelo dobro razmislim, kdaj bomo kakšen testen avto. No, zdaj gremo pa na morje. Imamo pa enega, ki je tak, kako če temu reči, prostorsko omejen. Drugače super avtoček po vsem, ampak je pa malček. Sodoben, ekonomičen and we don't pack light, if you know what I mean. In to ni ta avto, ne? To je Toyota CHR. To je pa tudi svoj vrsten paradoks, ne? Da pakiramo za morje, ki je zelo blizu Slovenije, tukaj na Hrvaškem, pa da ti nas pakira tole. Ni imel alpskih drugim, se zdi. No, zdaj pa trenutek resnice. Predevat iz CHR-ja v Yarisa. No, preden pa naredim menjavo, a veš, če vidiš avtomobilski biser, se spodob, da ga pol tudi pokažeš. Kaj pa to? Ta napis mi je kar všeč, ne? V8 biturba. Carbon ceramic žlajfe. Teh ne more biti dosti v Sloveniji, ne? SQP 63 AMG. Okej, Yaris je poln, as it bombs. Stari, ja veš ko? Z lahkoto. To je bila zdaj kar reklama, ne? Tudi mali Yaris ima veliko prostora. No, ko toliko velik spet ni, ne? To je malček, bodimo realni. Enač, a smo? No in pol je v teh koliko 5-6 dni mimogrede valjda smo se imeli fajn, kar se pa vremena tiče, imeli smo dež, pa sneg, pa dež, pa čist nič drugega. Danes, ko gremo pa dan, pa valjda, ne? Takole, mimogrede, lej ta razgled, ni lepo. V glavnem, par stvari sem še dolžen povedati v avtu. Zdaj v prostornosti nam več, ne, sem že ta prvi dan vse povedal, tako da predlagam, da gremo kar na ta prvo sladko. Zdaj, Yaris v dinamičnem smislu ni nič posebenega. Je udoben, pele se okej, da bi bil športen, to pa ne. Prva sladka je pa vsem povezana z enim zelo hitrim manevrom, ki sem ga bil prisiljen izvesti, pa moram reči, da me je avto, ne da me je presenetil, no, ampak zadovoljil me je v ekstremnem primeru. Kako sem že 2 vloge nazaj povedal, jaz sem se en dan zelo zgodaj zjutraj, ki je bila še trda tema, odpeljal nazaj v Ljubljano. In v enem trenutku na avtocesti sem dal oči z ceste dol za koliko sekundo, pa pol sem toliko, da sem videl, koliko se pelem, 130 sem šel, pa kakšna temperatura, -7 je bila. In ko sta moje dve učke pogledali nazaj na cesto, je sred avtoceste stal zajc. Nepremično. V bistvu ni stal, sedo je. Takole, lej. In v trenutku, ko sem ga jaz zagledal, je bil tik pred avtom. To pomeni, da sem mogel prav na hitro narediti izogibalen manever. In v tistem trenutku mi je avto dal točno to, kar sem rabil. Dost stabilnosti, da se nisem počutil, kva pa zdaj. Zdaj se še zmeraj živ, po mojem. Avto pa, kakor vidiš, je tudi okej. Druga sladka, pa ostanemo kar na cesti, glede na to, da je Yaris malček, je presenetljivo dober potovalnik. Pa se mi sploh ne zdi, da tok zaradi podvoze, kakor zaradi udobja prvih 2 sedežev. Lej, se zgleda nič posebenega, ne? Ampak udoben je pa fest. Po moje pa največ tole pove. Ker sem jaz Velarja v Ljubljani posnel, sem se imel možnost s tistim avtom odpripeljati nazaj na morje, pa sem rekel, Yaris bo čisto okej. In je tudi bil. Gremo na tretjo sladko. Yaris je prenovljen in mislim, da si to zasluša omembo. Malo drugače so zadnje luči, mimogrede meni niso všeč, pa imaš pa še spremenjene detajle, recimo na odbijačih zadaj, pa maska je drugačna, pri Toyoti pravi, da ne bi tale forma malo spominjala na katamaran. Katamaran, resno? Kaj pa vem, no, mogoče. Pa nova oblika žarometov, skratka, avto zgleda svež, pa čeprav je v bistvu star v osnovi že 6 let. Ajde pa par sprememb se je tudi znotraj zgodilo, ampak res ne velik. Še največja, ki se jo jaz spomnim, tudi je posodobljen vmesnik, pa tisti majhen zaslon med merilnikom je tudi nov. Četrta sladka, nov motor. Številk je velik, ampak kompliciral ne bom. A veš, prej bil osnoven bencinar 1,33 litrski, se ne sliši smešen 1,33, a 1,3 ni dosti. Zdaj pa motor 1,5 litrski. V bistvu gre za atmosferca, deluje ali po Ottovem ali pa Atkinsonovem ciklu. Kaj to točno pomeni, vas večino verjetno zanima, tisti, ki pa veste, pa veste. Je 10% brez
ugljiv kot prej, pa ne sem to tudi 8% več navorama, mim grede konjev ima zdaj 110, ne, 111. A zakaj je ta motor boljši kot prejšen? Tišji pa bolj varčen je. Če normalno voziš, bo poraba tam 5,5, 5,6. In zdaj pa na hitro so že 3 kisle. Prva kisla Yaris s tem motorjem na avtocesti mal hitro zasopiha. Avtocestni klanci mu niso preveč všeč. Veš, vmes sem bil jaz malo utrujen, pa se je Tina usedla za volan, pa ona je zadržana voznica, ne, pa keď sem se zbudil, ta prva stvar, ki je rekla, hej, tale avtocesta mu pa ne paše najbolj, ne da? Druga kisla, če se jaz namestim za volan tako, da mi ustreza položaj nog pa stopalk, mi zmanjka mal vzdolžnega pomika volana. Jaz bi ga imel še za 2-3 cm, ko mi pa vidno eno pikico zmanjka. Tretja kisla, za kakšen promil več seksa pila bi pa tudi lahko imel. No je pa nekaj res, po prenovi vse zgleda malo bolj tak. Ok, zadnja, peta sladka. Yaris je v osnovi star že 6 let in glede na to, koliko je star, moram reči, da svoje leta fejs dobro skriva. Tega ne zna vsak avto narediti. Ta pa mislim, da je to kar dobro odpulil. Pa sem pa slišal ta zvok, pa sem bil 100% pripričan, da je nekdo drona v luft spustil. Slišiš?